V tem mandatu ni nič naredila, da stranka Desus samo obljublja, pa potem ni nič iz tega. Moram povedati, da to seveda ne drži. Če ste pogledali našo zgibanko iz leta 2014, boste videli, da vse tisto, kar smo obljubili, smo tudi naredili. Mi ne obljubljamo svetilnikov na vrh sveta in da bo tam Slovenija. Mi ne obljubljamo, da bomo med 15 najbolj razvitimi državami. Mi ne obljubljamo, da bomo Švica, Danska, Švedska. Ampak mi tisto, kar obljubimo, tudi naredimo. In če boste prebrali zgibanko in naše volilne obljube, smo takrat rekli, pokojnine se ne smejo več znižati. Ker leta 2014, ko Janez Janša ni več bil predsednik vlade, je najprej pozival trojko, da naj pride reševati Slovenijo. Če bi takrat trojka prišla, bi to pomenilo nižje plače v javnem sektorju, nižje pokojnine, ukinili bi marsikatero šolo, zdravstveni dom, bolnišnico in tako dalje, da ne govorim. Seveda, prodali bi tudi celotno državno premoženje, od zavarovalnice Triglav, Petrol, Telekom. Telekom je že hotel leta 2008 prodati, ker je rekel, to bo šlo stečaj, delavce se bo odpuščalo. In veste, da takrat je stranka Desus bila proti prodaji Telekoma in danes po 10 letih Telekom je še vedno tukaj, še vedno zaposluje naše ljudi. Tako da ta prodaja državnega premoženja bi bila zelo huda napaka že leta 2008 in mislim, da bi bila zelo huda napaka tudi leta 2018. Zakaj smo tam napisali, ne sme se znižati nominalno nobena pokojnina? Zato, ker v vladi Alenke Bratušek je njen finančni minister lepo povedal, da je treba znižati za 10% pokojnine, zato ker upokojenci še niste nič prispevali k blažitvi finančne krize. Jaz upam, da tega niste pozabili, da boste znali to povedati tudi tistim, ki pravijo danes, da se ravno Alenka Bratušek najbolj zavzema za upokojence. Ja, če bi se takrat zgodilo, če ne bi bilo stranke Desus v vladi, bi danes imeli 10% nižjo pokojnino. Da pa niste nič prispevali k finančni krizi, je pa čista laž. Poglejte, zato ker se 5 let niso usklajevale pokojnine, so realno nižje za 8,5%. Mi želimo to popraviti. Zaradi tega je pomembno, da bomo imeli veliko poslancev, da bomo močni, da bomo lahko to uresničili. To se pravi, to obljubo, da se bodo znižale pokojnine, da se ne bodo znižale pokojnine, smo uresničili. Potem tam piše, če bo 2,5% gospodarska rast, zopet bomo usklajevali pokojnine. Če stranka Desus tega ne bi zapisala v koalicijski pogodbi, bi šele letos prvič usklajevali pokojnine. 4 leta nič, letos bi bilo prvič na podlagi zakona. Ampak ker smo mi napisali v koalicijski pogodbi, če bo gospodarska rast, takoj se začnejo usklajevati pokojnine, se je to tudi zgodilo leto 2016. Takrat smo imeli 3% gospodarsko rast in zaradi tega je prišlo do usklajevanja pokojnin. Tudi letos bodo 3,3% bodo usklajene pokojnine. Ampak zaradi stranke Desus. Ker če nas ne bi bilo, kot rečeno, bi imeli samo eno uskladitev v višini 2,2%. In potem govorijo, stranka Desus ni nič naredila. Pa pojdimo še do regresa. Leta 2014 ni bilo regresa. Ampak mi smo dosegli, da se je ponovno izplačeval regres. Najprej do 750 evrov, zato ker tisti, ki vsi govorijo, kako podpirajo upokojence, niso želeli, da bi vsi dobili. Boriti sem se mogel s stranko Modernega centra, z SD-jem,
z ministrom za finance, vsi so bili proti, ni denarja, kaj se greš, kakšen regres. Ampak smo dosegli 750 evrov, seveda potem so bili nekateri jezni, tisti, ki so imeli 752, 755, ampak takšno je življenje. Ampak tudi to smo popravili. Lansko leto so vsi upokojenci dobili regres. Tako da smo te obljube izpolnili. In tisti, ki govori, da stranka Desus ni nič naredila, očitno ne ve, kaj se dogaja, očitno ne pozna te problematike upokojencev, ker če bi vedel, ne bi tega govoril. In zaradi tega pravim, da mi moramo ljudem povedati, kaj smo dosegli v tem mandatu. Ali pa, ne vem, slišal sem, stranka Desus je že 20 let v vladah in nič ni naredila, celo pokojnine so nižje. Ni res. V časopisu Delo ste lahko prebrali, da pokojnine od leta 2000 pa do danes so za petino više kot leta 2000. Res pa je, da realno pa padajo. In zaradi tega se moramo boriti, da bodo pokojnine se usklajevale. In potem slišiš nekatere, ki pravijo, pa kakšno to usklajevanje, pa tiste par evrov, 10, 15, to ni nič. Ampak pogledajte, 5 let nismo usklajevali pokojnine, 8,5% so realno padle. Zdaj mi pa povejte, a je pomembno, da se usklajujejo ali ne? Pomembno je. In tisti, ki noče tistih 10, 15, 20 evrov, ne jih da nekomu drugemu, če jih ne potrebuje. A veste, kaj se bi zgodilo pri regresu? Ko tisti, ki imajo najvišje pokojnine, dobijo 90 evrov regresa. Mi je en rekel, pa glej, jaz, to ni nič, pa kaj, to ni noben regres. Sem rekel, res, kako pa to? Prav, glej, tega jaz ne rabim, če bilo 400 evrov, takoj vzamem. Kje je solidarnost? Ampak ko sem mu pa rekel, pa daj meni teh 90 evrov, glej, jaz mu pa dvakrat za benzin na morje. Zame pa da. Ja, to pa ne, to ti pa ne bom dal. Zato pravim, pogledajte, mi smo naše cilje uresničili. In tudi v naslednjem mandatu, če bomo v vladi, jih bomo uresničili. Zakaj? Zato, ker mi ne govorimo o nerealnih zadevah. Govor danes, da bo Slovenija čez 4 leta med 15 najbolj razvitimi, to očitno ali nimaš pojma o ekonomiji, ali pa zavajaš volivce. Kaj mi obljubljamo za naslednje 4 leta? Popravo krivic upokojencem zaradi gospodarske krize, teh 8,5% je treba vrniti, mi smo zakon vložili, ampak nihče ga ne podpira. In potem te stranke parlamentarne, leve in desne, ne vem kakšne, govorijo, kaj bodo naredile za upokojence, ko je pa treba podpreti en zakon, ki je težek 334 milijonov evrov, je pa to populizem, volilna kampanja, denarja ni, celo to slišam. Jaz bi rad povedal, v času krize smo morali dati 1,4 milijarde v pokojninsko blagajno iz proračuna, zato da ste vsi lahko dobili pokojnino. Lansko leto, glede na to, da imamo gospodarsko rast, polno zaposlenost, nekatere nimajo še zaposlitev, ampak zelo se je povečala. Prispevkov v pokojninski blagajni so se povečali, so se ti prispevki. Dajemo 900 milijonov evrov iz proračuna za izplačilo pokojnin. To se pravi 500 milijonov evrov manj dajemo zdaj na leto za izplačilo vseh pokojnin kot v času krize. Ta poprava krivic pa stane 334 milijonov evrov in tega denarja ni. Ampak, ko pa gremo banke pogledati, tam pa ni problem 5 milijard.